Danes je vlada obravnavala vrsto točk z področja dela Ministrstva za finance, ki določajo okvire našega delovanja, predvsem na področju upravljanja naložb v naslednjem letu. Nadalje dva pomembna zakona, ki jih pošiljamo po rednem postopku v Državni zbor, in pa tretja zadeva, ki bi jo rada izpostavila, pripravili oziroma vlada je potrdila predlog uradnega zaprosila oziroma uradnega predloga Evropski komisiji za spremembo zavez v zvezi z privatizacijo NLB-ja. Ampak da grem po vrsti. Na področju upravljanja z državnim premoženjem je vlada danes potrdila letni načrt upravljanja z naložbami za naslednje leto, kjer so natančno določeni merljivi cilji v zvezi z posameznimi naložbami. Nadalje smo določili tudi merila za ugotavljanje uspešnosti dela same družbe SDH in pa tretji pomemben dokument vlada je določila seznam kapitalskih naložb, ki se prenesejo v lastništvo Republike Slovenije, ostanejo pa še naprej v upravljanju SDH-ja. Naj spomnim, da v zvezi s tem zadnjim predlogom gre za realizacijo spremembe zakona, po katerem je zaradi zagotovljene dokapitalizacije SDH-ju konec lanskega leta bilo ugotovljeno, da ni več potrebe, da SDH ohrani v lastništvu tako velik obseg državnih naložb oziroma premoženja in je bilo zaradi tega smiselno, da se to premoženje z zaključevanjem postopkov denacionalizacije tudi postopno vrne nazaj državi. Gre namreč za premoženje, ki je bilo SDH-ju prenešeno v last za to, da bi poplačeval obveznosti iz naslova denacionalizacije. Kasneje zaradi različnih odločitev različnih vlad tega premoženja ni mogel unovčiti in je zato najemal kredite. Skratka, gre za novo preureditev lastništva brez negativnih posledic tudi za SDH. Drugo področje, ki ga je vlada danes obravnavala z področja naše pristojnosti, je predlog dveh novih zakonov, zakona o postopkih za podeljevanje koncesij in pa zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Že danes imamo v Sloveniji veljaven zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ki deloma ureja tudi področje dodeljevanja koncesij. Zaradi uveljavitve oziroma prenosa direktive v slovenski pravni red smo se odločili, da to zakonsko materijo razdelimo na dve področji, eno podeljevanje koncesij in drugo javno-zasebno partnerstvo. Na področju javno-zasebnega partnerstva posebej velikih sprememb glede na obstoječo zakonodajo ne predvidevamo. Na področju postopkov za podeljevanje koncesij pa ta postopek prilagajamo postopku, ki je določen z Evropsko direktivo. Striktno se ta del nanaša zgolj na podeljevanje koncesij in ne na podeljevanje različnih dovoljenj, ki jih posamezna področna zakonodaja še vedno imenuje koncesije. Gre pa za to, da se zagotovi transparentnost in ekonomičnost izvedbe postopkov pri podeljevanju koncesij in da se zagotovi minimalne standarde pri zagotavljanju teh načel. Kar se tiče materialnih določb dodeljevanja koncesij, to še vedno ostaja v pristojnosti področne zakonodaje, v pristojnosti različnih ministrstev, to je čisti postopkovni zakon. Tretja zadeva, ki sem jo omenila že uvodoma, pa je vložitev uradnega predloga za spremembo zavez glede Nove Ljubljanske banke, tako kot smo se v preteklih tednih in mesecih dogovarjali z Evropsko komisijo, smo prišli do točke, ko je vlada potrdila uradni predlog za spremembo zavez.
Bistvo tega predloga je, da se predlaga, da se prodajni postopek odloži in da se začne v letu 2018 z namenom, da se zaključi v letu 2019. Za vmesno obdobje pa vlada predlaga oziroma Slovenija predlaga, da se imenuje tako imenovanega upravljalskega zastopnika, ki bi v vmesnem času upravljal z to državno naložbo, prevzel bi na nek način pristojnosti, ki jih v zvezi z upravljanjem izvaja SDH. Upravljavec ne bi imel nobenih pristojnosti v zvezi z izvedbo prodajnega postopka, tega bi še vedno v imenu in za račun države vodila SDH. Toliko za uvodna pojasnila, sem pa še na razpolago za vaše vprašanje. Izvolite. Hvala ministrici, vaše vprašanje. Vesna Zadravec, RTV. Prvo vprašanje bi seveda imelo naravno to, kar ste nazadnje rekli. Ali menite, da bo največja težava pri tem, da oziroma bom obrnila vprašanje, pa bom vprašala tako, po vašem mnenju, ali lahko ponovno pride do tega, da država leta 2019 predlaga Evropski komisiji odlog prodaje. Namreč, če bo država to prodajala, ali ima še zmeraj to možnost, da se odloči za odlog privatizacije NLB-ja. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje bi bilo pa na leto 2019. Vemo, da je tudi prodaja Abanke. Ali je država sposobna, da v enem letu proda obe banki? Zdaj, kar se tiče morebitnega ponovnega odloga, vsaka sprememba zavez je zelo težaven postopek, ki zahteva izpolnitev dodatnih oziroma nadomestnih ukrepov, dodatnih omejitev pri poslovanju posameznega subjekta, tako da morajo biti razlogi za odlog zelo utemeljeni. V vsakem primeru je treba tehtati prednosti in slabosti takega pristopa, tako da bo to zadevo treba presoditi takrat. Seveda ne morem reči, da s tem, ko smo predlagali ponovno spremembo zavez, da ponovna sprememba ni mogoča, ampak verjamem pa, da je vsaka naslednja težje. To tudi nenazadnje izpričuje zadnjih nekaj mesecev zelo trdih pogovorov z Evropsko komisijo o novi spremembi zavez, glede na to, da smo jih spremenili v maju letošnjega leta. Kar se tiče postopka prodaje Abanke, kot veste, iz strategije izhaja, da je v primeru Abanke predviden drugačen postopek prodaje, ne prva javna ponudba delnic, ampak se išče predvsem možnost strateškega partnerja. Pri Abanki je predvidena tudi 100% privatizacija, ne zgolj 75-1 delnica, kar pomeni, da gre za dva dokaj različna, po izvedbi dokaj različna postopka. SDH je že v letošnjem letu sprejel prve pomembne sklepe za začetek postopka privatizacije Abanke, tako da oba postopka tečeta neodvisno in ne vplivata en na drugega. Smo možni prodati dve banki v enem letu? Vse je odvisno od tega, kako bo posamezen postopek tekel, verjamem pa, da ne bosta kulminirala oba v zelo kratkem časovnem obdobju. Izvolite, pa ob TV. Katarina Matež, pa ob TV. Mene zanima, torej v tej zdajšnji prošnji ni več predvideno plačilo 350 do 380 milijonov, kolikor naj bi bila 75% vrednost knjigovodske vrednosti hčerinskih družb po Balkanu, in kakšna je verjetnost, da, drugo vprašanje, da Evropska komisija ta predlog sprejme in je to? Predlog, da bi NLB sodelovala oziroma participirala pri financiranju slovenskega sklada skladov, je bil eden izmed vmesnih predlogov, ki pa ni naslovil temeljne pomisleke Evropske komisije, ki jih je imela v zvezi z NLB-jem.
Ti pomisleki so se nanašali predvsem na neodvisnost korporativnega upravljanja, zato ga v tem zadnjem predlogu nismo ponovili in smo se osredotočili na upravljalskega zaupnika in podaljšanje roka za privatizacijo. Prostite, pozabila, šlo mi je spomina. Poglejte, kar nekaj pogovorov smo opravili, potrebna bodo še dodatna pogajanja, težko v tem trenutku ocenim, kakšna je stopnja verjetnosti, ampak dosedanji pogovori so bili konstruktivni in računam tudi na tako držo v prihodnje. Lahko še kakšno drugo vprašanje? Kanala. Miha Orešnik, Kanala. Gospa ministrica, danes smo še 2 napovedi stavk slišali, delavci v zdravstveni negi, oba sindikata, pa tudi policijski sindikat. Me zanima, kaj vi pravite na to, a je to zdaj se obeta začetek stavkovnega vala, je to za vas že dejanski začetek in a vas je kaj strah za vašo malho, ne glede na to, da smo v predvolilnem času? Hvala. Moja malha ni moja malha, to je državna malha. Okvir javnofinančne porabe za naslednje leto je določil in potrdil Državni zbor in znotraj tega okvira se moramo gibati. Več kot bomo porabili za stroške dela, manj bo ostalo sredstev za druge namene. Da ne govorim o zapletenem konceptu strukturnega napora. Kar pa se tiče stavk oziroma stroškov dela na splošno, bom rekla tako. Ta vlada je začela z odpravljanjem omejevalnih ukrepov, ki so bili potrebni in so bili sprejeti v času, rečemo jim, suhih krav. In kar nekaj omejevalnih ukrepov je bilo odpravljenih. Še več. Dogovorili smo velik del odprave anomalij, ki so bile storjene v letu 2008, ko je bil uveljavljen sedanji plačni sistem. Nobena vlada do zdaj, od leta 2008 dalje do zdaj, ni v bistvu tega problema anomalij naslovila. Prav tako ni nobena vlada predlagala oziroma uveljavila kakšnih strukturnih sprememb na področju plačnega sistema. Vse se je gradilo na začasnih ukrepih. In značilnost začasnih ukrepov je, da enkrat prenehajo. In če nismo pripravljeni in sposobni sprejeti strukturnih ukrepov, ki bi plačni sistem v državi uskladili z ekonomsko močjo države, potem moramo pač računati s tem, da je treba postopno odpravljati omejevalne ukrepe. Ne naenkrat. Za leto 2008 smo v proračunih predvideli 2,8% rast, govorim za celoten javni sektor, ne samo za državni proračun. 2,8% rast mase sredstev za stroške dela. Če upoštevamo to, kar je bilo še dodatno dogovorjeno z sindikati, odprava anomalij na področju plač direktorjev, na področju nad 26. plačnim razredom, nekoliko večji okvir za odpravo anomalij pod 26. plačnim razredom in pa nepripravljenost sindikatov, da se pogovorimo o postopnosti pri ukinjanju omejevalnih ukrepov, bo vse to skupaj zneslo 4% rasti za naslednje leto. Zdaj mi pa vi povejte, a je utemeljeno stavkati pri tem, ko imaš zagotovljeno 4% rast plače? Še kakšno vprašanje za ministrico za finance na predstavljene teme? Ja, na NLB bi sam še pod vprašanje imela. Ali menite, da bo najtrši oreh dejstvo, da država želi prodati NLB in ne ta upravljavski zastopnik? Menite, da nam bo Evropska komisija verjela, da je država sploh sposobna prodati NLB? To lahko dokazujemo v bistvu z svojimi ukrepanji, svojimi ravnanji. NLB ni edina državna naložba, ki je v postopku privatizacije. V preteklih letih smo pokazali, da smo sposobni zaključiti posamezne postopke privatizacije, kar nekaj jih je bilo tudi v letošnjem letu izpeljanih, mogoče manj odmevnih ali pa smo že malo pozabili na njih in na tem
na tej izkušnji, da smo dejansko izpeljali privatizacijske postopke do konca, je treba graditi tudi zgodbo za naprej. Zaradi tega je to tako pomembno to, kar sem rekla prej, da lahko utemeljiš spremembo zavez, če imaš močne, predvsem ekonomske argumente. In jaz sem prepričana, da jih v primeru NLB-ja imamo. In jih bomo še naprej zelo zavzeto zagovarjali v pogovorih z Evropsko komisijo. Če ni več podvprašanje, ne? Ja. Glede na to, da Še bo zadnje vprašanje. en naš glavnih argumentov vloge hrvaških varčevalcev. Koliko daleč smo torej v tem letu pri tem problemu? Rekli smo, da je to ena ključnih ovir za neprodajo, zdaj leto do 2 za odloga. Koliko smo v tem letu rešili oziroma koliko lahko mi to vprašanje rešimo v naslednjem letu do 2? Na tem področju se ravno tako kot na marsikaterem drugem stvari kar hitro odvijajo. Ne morem v bistvu vam pojasniti vseh podrobnosti, ampak zelo intenzivno se pripravljajo dodatni ukrepi v zvezi z reševanjem problematike prenesenih deviznih strani in se pravi, kako to bilateralno vprašanje rešiti, in na drugi strani tudi ponovno debatiramo predloge, kako zaščititi banko pred negativnimi posledicami takega nespoštovanja mednarodnih pogodb, kot smo jim priča. In pričakujem, da bomo ne glede na pogajanja z Evropsko komisijo v naslednjih tednih intenzivne pogovore na to temo še nadaljevali. Hvala lepa. Vlada je na današnji seji potrdila nadaljne korake za implementacijo razsodbe arbitražnega sodišča. Na podlagi zakona o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško je potrdila 2 sklepa. Prvi sklep se nanaša na potrditev kartografskega prikaza na podlagi arbitražne razsodbe, ki temelji na koordinatnem sistemu in je tudi podlaga za to, da se evidentira državna meja v evidenco državne meje in je sočasno tudi podlaga za to, da se lahko izdelajo karte, tako topografske kot tudi prikazne karte. Drugi sklep, ki ga je potrdila, oziroma še v okviru tega sklepa, je tudi potrdila karto, pomorsko karto, ki prikazuje stik z odprtim morjem, o katerem je razsodilo arbitražno sodišče in določa svobodno komunikacijo tako za Republiko Slovenijo, kot tudi za tretje države in je primerljiva z komunikacijo na odprtem morju. Drugi sklep je pa potrditev, da se kartografski prikaz evidentira v evidenci državne meje. To evidentiranje pa je podlaga za to, da se vzpostavi lahko kataster tam, kjer ga ni, da se lahko uskladi tam, kjer ni usklajen. Nadalje, da se uskladijo vse ostale evidence, ki tudi pomenijo in jasno kažejo na jurisdikcijo oziroma pristojnost konkretnih organov. Pomeni tudi, da se na podlagi tega aktivira zakonodaja, ki je bila sprejeta v parlamentu. Pomeni pa tudi, da se na podlagi tega lahko vloži tudi nadaljnji paket zakonodaje, ki je potrebna za implementacijo arbitražne razsodbe in to bo storjeno v mesecu januarju. Poleg tega je na vladi so bile sprejete tudi 4 uredbe. Uredba na podlagi interventnega zakona, ki zagotavlja pravno pomoč ribičem, tako fizičnim kot tudi pravnim osebam, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, za primer, ko upravljajo gospodarsko dejavnost in so lahko v postopku tako prekrškovnem kot kazenskem pred hrvaškimi organi zaradi izvajanja dejavnosti povezano z arbitražno razsodbo. Potem druga uredba se nanaša na in izhaja iz zakona o morskem ribištvu, se nanaša na postopek izvajanja skupne ribiške politike, tudi tako izdajanja dovoljenj, kot tudi potem ugotavljanja izpolnjevanja kvote 25 ladij oziroma 100 ton izlovljene ribe.
Dve uredbi pa urejata prekrškovno politiko in pa določata sankcije tako za kršitev skupne ribiške politike, kot pa za primere nezakonitega, nedovoljenega lova, tako da te uredbe so bile danes tudi sprejete. Torej, arbitražno sodišče je določilo mejo na kopnem in na morju in s tem je dalo tudi podlago, da lahko obe državi, tako kot je v skladu z mednarodno prakso, imenujeta komisijo, ki na meji določi državno mejo in tudi upošteva tiste življenjske okoliščine, na primer, ko poteka meja po dvorišču ali neposredno tudi po znotraj posameznih sob. Seveda vse te korake, ki jih je Republika Slovenija sprejela, je zelo dobro premislila in pa naj povemo, da dejansko je izvrševanje razsodbe arbitražnega sodišča tisto zagotovilo, ki bo pripomoglo k temu, da ne bo incidentov in pa tudi nepotrebnih napetosti. Hvala. Hvala. Vaše vprašanje? Kanala, izvolite. Miha Orešnik, Kanala. Gospa Kozlovič, ali ta dva sprejeta sklepa dejansko pomenita začetek implementacije arbitražne razsodbe strani Slovenije in seveda kdaj bosta ta dva sklepa začela veljati, ker hkrati tudi aktivirata vso ostalo arbitražno zakonodajo? Hvala. Torej, kartografski prikaz že danes velja in je podlaga za evidentiranje. Ključni je sklep o evidentiranju državne meje. Začel bo pa veljati, ko bo objavljen naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to pa ne bo pred potekom instrukcijskega roka. Ali to pomeni dejanski začetek implementacije strani Slovenije? Ko bo objavljen v Uradnem listu in ko bo začel veljati, pomeni to začetek implementacije. Najprej v Primorske novice. Ali potem to izvajanje pomeni, da bo takoj začela Slovenija, recimo plutja hrvaških ribičev, tudi z globami kaznovati? Videli smo, da so v razponu od 400 pa nekaj evrov, pa tja do, mislim, da to je 41,000. Tudi Republika Slovenija je na morju že sedaj izvajala jurisdikcijo v celotnem delu, ki je pripadlo Republiki Sloveniji na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča. Z implementacijo seveda lahko nadaljuje tako z opozorili, kot pa lahko izrekanjem glob in je to odvisno od konkretnega primera, ki ga bo policija ugotovila neposredno na kraju. A to pomeni, da Slovenija v tem hipu, ko bo začela sama izvajati te uredbe, pričakuje tudi recipročno z druge strani, se pravi, kaj pomeni to za slovenske ribiče, lahko zaprosijo na drugi strani za izvajanje te zgodovinskih ribiških pravic. Torej, Republika Slovenija spoštuje tako mednarodno kot tudi evropsko pravo. Vemo, da so te pravice, zgodovinske pravice, del evropskega prava so postale in ker ga spoštujemo, smo tudi sprejeli ustrezno zakonodajo in pa tudi z današnjo sprejeto uredbo uredili postopek, kar pomeni, da mi to spoštujemo in pričakujemo enako tudi od Republike Hrvaške. Če tega ne bo spoštovala, bo postala kršiteljica evropskega prava. Hvala lepa, lep pozdrav z moje strani. Kot veste, smo danes na seji vlade obravnavali tudi informacijo glede priznanja Palestine kot države, ki je neodvisna in samostojna. Lahko povem, da je vlada sprejela sklep, da se nadaljuje postopek glede priznanja Palestine kot neodvisne in suverene države. Veste, da smo že v novembru, 28. novembra 2014, imeli na odboru za zunanjo politiko to temo v zvezi s priznanjem Palestine in da je takrat odbor za zunanjo politiko naložil vladi, da prouči vse možnosti glede začetka postopka za priznanje Palestine kot samostojne in neodvisne države. 2. julija 2015 je vlada ponovno obravnavala to zadevo in se odločila, da prekine postopek in da skušamo doseči, da bi še nekatere druge države, zlasti članice Evropske unije, da bi skupaj priznali Palestino kot samostojno in neodvisno državo.
Sedaj, po zadnjih dogodkih, veste, da 6. decembra letos je ameriška administracija oziroma njen predsednik Donald Trump sprejel odločitev, da postane Jeruzalem prestolnica Izraela in da se seli veleposlaništvo Združenih držav Amerike iz Tel Aviva v Jeruzalem. To je seveda sprožilo veliko nemira, veliko nezadovoljstva, ker imamo tudi resolucijo Organizacije Združenih narodov, gre za resolucijo 478, ki določa, da se ne spreminja status Jeruzalema tako v administrativnem in kot v drugem smislu. To pomeni tudi na nek način kršitev te resolucije. Zaradi tega menim, da je dozorel čas, da se ponovno obravnava to vprašanje. Prvi korak je bil storjen danes na vladi, kjer sem tudi obrazložil posamezne okoliščine tega nadaljevanja postopka glede priznanja Palestine kot samostojne države. Vi veste, da v letih 2014-2015 je mnogo parlamentov predlagalo, da se Palestino prizna kot samostojno državo, naprimer francoski parlament, britanski parlament, portugalska, potem Španija. Tudi Sveti sedež je sklenil poseben dvostranski sporazum s Palestino in v bistvu storil skoraj korak do priznanja. Sicer Sveti sedež de facto priznava Palestino kot državo, vendar to še ni formaliziran zgolj s tem dvostranskim sporazumom. Spomnil bi tudi, da Evropski parlament, da je konec leta 2014 tudi sprejel resolucijo, ki napotuje, naj države članice priznajo Palestino kot samostojno državo. Na podlagi vsega tega je danes vlada soglasno sklenila, da se postopek nadaljuje, kar pomeni, da na prvi redni seji odbora za zunanjo politiko bo ta odbor seznanjen z odločitvijo vlade. Pri tem je bil pa tudi sprejet sklep, da skušam do takrat tudi vzdrževati stike s tistimi državami, članicami Evropske unije, ki tudi nekako se nagibajo k temu, da bi prišlo do priznanja Palestine kot samostojne države. Tukaj zlasti mislim na Irsko, Belgijo, Francijo. Švedska, kot veste, je bila zadnja članica Evropske unije, ki je priznala Palestino kot samostojno državo. Mislim, da je to bilo v letu 2015. In še en sklep je bil sprejet, in sicer, da seznanim visoke predstavnike Izraela s to današnjo odločitvijo vlade, razloge, zakaj smo se tako odločili danes na vladi, in pa še en sklep smo sprejeli, ki se pa nanaša predvsem na vsa ostala ministrstva, ki morajo pač preveriti in seznaniti Ministrstvo za zunanje zadeve in pa tudi predsednika vlade, kakšne bodo učinke, posledice nadaljevanja postopka o priznanju Palestine kot samostojne in neodvisne države strani Slovenije. Toliko glede te točke. Hvala ministru. Zdaj so na vrsti vaša morebitna vprašanja na to temo. Potem pa na druge teme, če seveda minister pripravlja. Zgleda, kar se tiče Palestine, da sem bil zelo jasen, da so vse okoliščine jasne in domnevam, da podpirate to odločitev vlade. Moram pa reči, da kot minister za zunanje zadeve sem danes zelo vesel, da je prišlo do tega trenutka in prepričan sem, da bo državni zbor tudi sprejel to končno odločitev. Ne nazadnje vse tri koalicijske stranke, to se pravi SMC, Desus in pa SD, stojimo za temi sklepi, tako da je tudi za pričakovati, da bo v državnem zboru to priznanje tudi realiziran.
Kot mi je znano, naj bi bila prva redna seja odbora za zunanjo politiko nekje v začetku februarja, tako da mislim, da bo kmalu prišlo do končnega priznanja Palestine kot samostojne neodvisne države. Nekje spomladi potem verjetno, ne? Jaz mislim, da bi se to lahko že marca zgodilo. Marca, april. Druge teme, minister, danes sta bila dva zelo pomembna sklepa sprejeta glede arbitraže. Eden od teh sklepov dejansko aktiviral vas ta paket arbitražne zakonodaje in ko bo objavljen v uradnem listu, se s tem tudi dejansko začenja implementacija. Zanima me, kako si vi predstavljate, ne, tisti dan, ko bo to začelo veljati, kako bo to videti v praksi in morda pričakujete od Evropske komisije kakšno bolj odločno ukrepanje. Ne, videli smo proti Poljski, so dejansko zdaj sprožili ta 7. člen. No, kar se tiče še današnjih odločitev na seji vlade, ki se nanašajo na samo arbitražno razsodbo glede meje med Slovenijo in Hrvaško, dejansko, ko bo upravljena objava v uradnem listu, imamo vse pravne podlage, da lahko začnemo z implementacijo arbitražne razsodbe. Ne pričakujem kakšnih incidentov, saj če se naslonim na izjave, ki jih je podal predsednik hrvaške vlade, gospod Plenković, v Zagrebu je ves čas poudaril, da ne sme priti do incidentov, vendar glede na znano prakso se pa bojim, da temu ne bo tako. Tako da glede incidentov je to vprašanje zlasti za predsednika hrvaške vlade. Mi bomo šteli vsako ravnanje, ki bo v nasprotju z arbitražno razsodbo, z določitvijo meje med Slovenijo in pa Hrvaško na podlagi arbitražne razsodbe kot kršitev arbitražne razsodbe, kot kršitev mednarodnega prava in tudi kot kršitev prava Evropske unije. Vi veste, da Ministrstvo za zunanje zadeve tudi pripravlja tožbo za sodišče Evropske unije v Luksemburgu, vendar o tem bom takrat, ko bodo zadeve zrele, tudi podrobneje seznanil javnost. Ne pa tudi omenim, da smo danes sprejeli odločitev, da Ministrstvo za zunanje zadeve pošlje predlog sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško glede ustanovitve dveh komisij, ki so nujne za to, da lahko tudi hrvaška stran sodeluje pri implementaciji arbitražne razsodbe. To bomo poslali predvsem zaradi tega, da ne bo mogla hrvaška stran se sklicovati, da pač Slovenija ni storila vseh korakov, ki so potrebni za to, da bi lahko skupaj začeli z implementacijo arbitražne razsodbe. Seveda naša pričakovanja so, da bodo verjetno zavrnili ta osnutek sporazuma med Slovenijo in Hrvaško glede ustanovitve teh dveh komisij, ker veste, da ko gre za določitev konkretne meje na terenu, bo treba pač preko mešanih komisij določene stvari tudi se dogovoriti in se uskladiti. Kar se tiče Evropske komisije, pričakujem, da bo še vedno stala na vladavini prava, da bo zagovarjala spoštovanje mednarodnega prava, prava Evropske unije in kot vidimo, Evropska komisija ima inštrumente, da lahko vpliva na posamezno članico Evropske unije, če ne spoštuje vladavine prava. Vidimo v primeru Poljske, gre za podoben primer, vendar zdaj je preuranjeno, da bi lahko dal kakršno koli oceno, kakšno bo bodoče ravnanje Evropske komisije, zlasti zato, ker vemo, da ima pooblastilo, da posreduje v tem delu nerešenega pravnega vprašanja s hrvaško stranjo podpredsednik komisije, to je gospod Franz Timmermans, in verjeten bo od njega precej odvisno, kako se bo Evropska komisija glede na ravnanje Hrvaške, ki je bilo pa deklarirano tudi v torek, ko je bil predsednik vlade dr. Miro Cerar v Zagrebu, kjer smo videli, da praktično s hrvaško stranjo dialog je ne mogoče
mogoče. In še enkrat odgovarjam tistim, ki so mi stalno učitali, zakaj ne podpiram dialoga, da je to pomemben del diplomacije, vendar z nekom, ki ne želi dialoga o stvareh, kot je spoštovanje mednarodnega prava, spoštovanje razsodb in sodb in pa tudi, ko gre za vladavino prava, s tako stranjo pač je nemogoče izvajati dialog. Če je pa nekdo mislil, da bi mi začeli dialog o tem, da bi ponovno razpravljali o tem, kje teče meja med Slovenijo in Hrvaško in da bi se vrnili na 25. junij 1991, pa mislim, da bi to bila zelo huda napaka. In zato sem zadnjih 6 mesecev vedno zavračal dialog s hrvaško stranjo, sem pa seveda pripravljen na dialog, ko gre za implementacijo same arbitražne razsodbe. Izvolite naslednje vprašanje TV Slovenija. Minister, na drugo temo me zanima, kaj menite zdaj o zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zdaj, ko vam je ministrica ta zakon predstavila, včeraj je bil vaš poslanec Desusa, gospod Gantar, izjemno kritičen do ministrice, se je zdaj to stališče, vaše stališče in stališče stranke kaj spremenilo? Nič se ni spremenilo, jaz mislim, da je bilo narobe, da je šla v javnost z osnutkom zakona, ki ni bil koalicijsko usklajen, ki tudi ni bil usklajen z ministrstvom za finance. Dogovor na koaliciji pred časom je bil, da ko bo pripravila ta osnutek tega zakona, da najprej o tem spregovori koalicija in potem, da se gre v postopek, če bi koalicija ocenila, da je zakon zrel za obravnavo. Sedaj je situacija taka, da smo ta material danes prejeli, ga bodo v poslanski skupini stranke Desus proučili in potem se bomo na podlagi te proučitve odločili, kako naprej. Moje osebno mnenje pa je vseeno, da mislim, da glede na to, da je še nekaj mesecev do parlamentarnih volitev, da je malo možnosti, da bi tako pomemben sistemski zakon sprejeli tik pred volitvami. Jaz mislim, da gre za zakon, ki bi ga bilo potrebno sprejeti že v prvi polovici mandata, vendar vseeno ne bom ničesar napovedal, za naprej naj pač strokovne službe pregledajo, ampak vseeno mislim, da ni veliko možnosti, da bi zakon v takšni obliki, kot je sedaj napisan, bil podprt strani stranke Desus. To pa zato, ker vidimo, da so že reakcije strani javnosti, da zopet zaradi tega zakona pridobivajo bogatejši, medtem ko pa zelo močno udari srednji sloj, to se pravi tisti, ki imajo plače nekje 1000 evrov in višje, tako da mi imamo tukaj kar veliko pomislekov. Še kakšno vprašanje na zunanje politično temo? Zadnje vprašanje, izvolite, A-kanal. Samo še to, ne. Ravno danes je gospod Plenković na seji vlade razlagal o hrvaških prioritetah za leto 2018, vstop v OECD, Schengen, območje evra, glede na njihovo obnašanje. Minister, kako realno se vam zdijo vse te njihove želje za 2018? Ja, to sem spremljal, ker so imeli posvet z diplomati in tam je povedal, kaj so prioritete hrvaške zunanje politike, Schengen, potem članstvo OECD, evro in tako naprej. Jaz moram reči, kar se tiče Slovenije in dokler bom jaz na tem položaju, ni možnosti, da bi lahko Hrvaška to oviro preskočila. Mislim, da je v torek predsednik hrvaške vlade Plenković s tem, ko je vztrajal, da arbitražna razsodba za njih ne obstaja, si tudi postavil visoko oviro glede soglasja Slovenije za njihovo članstvo v OECD, enako glede Schengena in enako glede evra. Čeprav pri evru mislim, da so še daleč glede na njihovo gospodarsko situacijo. Hvala. Na hitro, zadnje vprašanje. Ja, na hitro. Še policisti so napovedali stavko. En vaš hiter komentar, zdaj je že kar precej tega nakupu. Ja,
Lahko povem, takrat, ko je bil podpisan dogovor z zdravniki, s Fidesom, je to pač povzročilo eskalacijo stavk. Vidimo, da nihče ni več zadovoljen, ker plačni sistem mora biti enoten, za vse enak. Tukaj je bil narejen odmik in seveda to pomeni prvi korak k rušenju enotnega plačnega sistema. Ne vem, kako se bo ta zadeva uredila. Pozarjal sem kot član vlade takrat, ko se je podpisoval ta dogovor z zdravniki, da to ni dobra zadeva in da se nam bo to kasneje maščevalo. In danes vidimo, da je res temu tako. Če boste pogledali tiste izjave iz tistega časa, boste lahko videli, da sem bil zelo kritičen do ministrice za zdravje. Pa še to, mi takrat, ko je bil podpisan dogovor, niti nismo vedeli, kakšne finančne posledice ima. Ministrica je minimalizirala te finančne posledice, danes pa očitno se ugotavlja, da so te finančne posledice zelo visoke, ker če niso in če ne bi bile, tudi ne bi bilo revolta strani drugih sindikatov.